Pozdravljeni! V tem videu vam bom predstavil različne tipe zaklopk in njihov vpliv na izgled zajete fotografije ali videoposnetka. Najprej pa za uvod, kaj sploh je zaklopka? To si lahko najbolje ogledamo na primeru. Na tej sliki lahko vidite navadni fotoaparat, ki ga v glavnem sestavljata dva dela. Objektiv z zaslonko in lečami in ohišje s senzorjem, zaklopko in iskalom. Pa si oglejmo poenostavljen model notranjosti ohišja in obnašanje namišljene mehanske zaklopke. Zakaj mehanske? O tem več pozneje. Dokler je zaklopka zaprta, svetloba ne pride do senzorja, zato senzor ne zajema informacij. Ko pa se zaklopka odpre, ima svetloba prosto pot do senzorja, ki lahko začne zajemati sliko, kar pa se konča, ko se zaklopka spet zapre. Torej zdaj, ko poznamo osnovno nalogo zaklopke, poglejmo še njene implementacije. Obstajata dve veliki vrsti zaklopk. Te so lahko mehanske oziroma fizične, kot tista iz primera, ali pa elektronske. Mehanske še dodatno delimo na zavesne in središčne. Oglejmo si najprej mehanske. Kot že samo ime sporoča, mehanska zaklopka predstavlja fizično oviro svetlobi, da ta ne pride do senzorja. Eden izmed prvih primerov zaklopk nasploh je tako imenovana giljotinska zaklopka oziroma guillotine shutter. V uporabi je bila predvsem v samih začetkih fotografije. Narejena je bila večinoma iz kovine ali lesa, bila je podolgovate pravokotne oblike z manjšo režo na sredini. Ker so takrat sliko zajemali še naravnost na filmsko ploščo, je moral spodnji del zaslonke pred zajemom fotografije ves čas prekrivati objektiv in s tem preprečevati prehiter vdor svetlobe na filmsko ploščo. Oglejmo si še praktično simulacijo uporabe giljotinske zaklopke. Tukaj vidimo zaklopko, ki zakriva pogled z objektiva. Ko smo pripravljeni na zajem slike, jo lahko sprostimo in začela bo padati. Ko pride pred objektiv reža, začne skozi njo padati prva svetloba in osvetljevati filmsko ploščo. Ko pride reža čisto do spodnjega dela in zaklopka ponovno zakrije celotno ploščo, je zajem slike končan. Največji problem giljotinskih zaslonk je neenakomerna hitrost padanja, saj zaradi gravitacije padajo vedno hitreje, kar pomeni, da bojo zgornji deli slike bolj osvetljeni kot drugi. Moderna različica giljotinske zaklopke, ki se uporablja še danes, je tekoča zaklopka, ki odpravi ta problem neenakomernega padanja, saj namesto gravitacije za premikanje uporablja vzmet ali električni oziroma magnetni pogon. Prav tako ima za razliko od giljotinske zaklopke prilagodljivo širino reže, kar omogoča spremembe osvetlitvenega časa, kar je pri giljotinski mogoče le z zamenjavo celotne zaklopke. Pri uporabi tekočih zaklopk lahko opazimo tudi poseben efekt na sliki, ki mu rečemo efekt tekoče zaklopke. Ta je opazen pri gibajočih posnetkih, kjer so navpični predmeti, na primer drogovi, zamaknjeni v smer gibanja. To se zgodi zato, ker se zgornji del slike zajame malenkost prej kot spodnji. Malce drugačen način delovanja uporablja rotacijska zaklopka, ki se, namesto da bi se odpirala in zapirala, vrti. Je okrogle oblike s prilagodljivo režo. Oglejmo si še njeno delovanje na primeru. Podobno kot prej, zaklopka ponovno prekriva senzor pred neželjenimi vplivi, ko pa pritisnemo na gumb za zajem, se zaklopka obrne za 360 stopinj in tako za kratek čas odpre pot svetlobi na senzor. Velika prednost rotacijske zaklopke je hitrost, saj se ne rabi ponastavljati, ampak se le vrti. Zaradi tega se to zaklopko uporablja tudi v nekaterih kamerah za počasne posnetke. Drugi tip mehanskih zaklopk so središčne zaklopke. Njihova posebnost je, da se zapirajo od robov proti središču slike. Imajo podobno obliko kot zaslonke. Zaradi specifičnega premikanja nastane problem pri visokih hitrostih zapiranja in odpiranja, saj se zaklopka ne odpre do konca, ko se mora že začeti zapirati in tako omejuje osvetljenost senzorja. Zato mora biti pri višjih hitrostih zaklopke zaslonka toliko bolj odprta. Zaradi tega se središčne zaklopke večinoma uporabljajo le v fotoaparatih in ne kamerah.
Drugi večji tip zaklopk pa so elektronske zaklopke. Le-te v glavnem delujejo na dveh principih, tekočem ali globalnem principu. Princip tekoče elektronske zaklopke je v glavnem podoben mehanski tekoči zaklopki. Le da tukaj ni fizične pregrade, pač pa se senzorji vklapljajo po vrsticah v vertikalni ali včasih tudi v horizontalni smeri. Efekti na pridobljeno sliko so praktično isti kot pri mehanski tekoči zaklopki. Na koncu pa imamo še globalni princip elektronske zaklopke. Prav tako kot pri prejšnjem, tudi v tem primeru ni fizične pregrade med senzorjem in svetlobo, podobno pa je tudi tukaj elektronsko voden vklop senzorjev, le da se v tem primeru vklopi in izklopi ves senzor naenkrat. Razlika je najbolj opazna pri gibajočih posnetkih, saj nastaja manj gibalnih meglic oziroma motion blura, prav tako pa za razliko od tekoče zaklopke tukaj ni zamika predmetov glede na smer gibanja, kar daje bolj naraven občutek. Za konec poglejmo še uporabo različnih zaklopk. Giljotinski zaklopk se v moderni tehnologiji več ne uporablja, so pa opazne v nekaterih starejših fotoaparatih. Vse mehanske zaklopke se v glavnem uporabljajo pri fotoaparatih srednjega ali višjega razreda. Večina fotoaparatov, ki imajo še možnost snemanja, za snemanje uporabljajo način elektronske zaslonke. Poceni fotoaparati, na primer tisti v telefonih, pa uporabljajo elektronsko zaslonko tako za fotografije kot posnetke. Filmske kamere v glavnem uporabljajo rotacijske ali elektronske zaklopke z globalnim načinom. Večina ostalih kamer pa uporablja elektronske zaklopke, ki v glavnem uporabljajo tekoči, dražje pa tudi globalni način.